Lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o glasbi. In sicer z nami je poznavalec glasbene scene, predvsem na Obali, pa tudi drugod, član uredništva Muzikobala in koordinator ter organizator kulturnih dogodkov v Auditoriju Portorož, Matjaž Darin. Lepo pozdravljen. Živijo. Slišim, da ste imeli zadnjič super koncert v Auditoriju, menda je bil poln in menda, da je bil zadnji. Misliš, da bojo z Melkov res končali svojo glasbeno pot? Zadnji je bil za tiste, ki berejo naslove člankov, ne preberejo pa člankov. Tako da je bil, kako so se oni izrazili, da je to bil preventivno zadnji, kar pomeni, da če bo zdaj kaj hitro konec sveta, so oni zadnji koncert izvedli. Ampak mislim, da bo ta turneja trajala kar nekaj let. Po zgledu velikih bendov, ki se poslavljajo tudi več desetletij. Sicer pa kakšen je bil koncert po posnetkih, sama se ga nisem udeležila, ampak po posnetkih je izgledalo precej živahno. Ja, seveda. Je v bistvu bil zaključni koncert v amfiteatru za to sezono. Je bilo kar dosti ljudi. Z Melkov znajo narediti simpatičen večer in simpatičen koncert. Tako da je bilo fajn, sem vedel, da bo fajn, ampak mogo rekel, da je bilo prav nad pričakovanje. No, tako da, super. Bi sicer mogoče letos poleti izpostavil še kakšen koncert, ki ti je bil tako fajn? Govorimo na Obali. Na Obali, ja, tako. V bistvu jih je bilo kar nekaj, tako da ne bi posebej kakšnega izpostavljal. Predvsem sem zasledil, sploh jaz, ki sem pač tudi s tem ukvarjam, ne, da vedno manj drži ta rek na Obali, da se nikoli nič ne dogaja. Ne. Ali to velja samo za poletje, ali to velja tudi za zimske mesece? Ker zdi se, da je razlika precej očitna. V bistvu ni. Če bi izpostavil to, ko je pač rek tlen pri nas na Obali, da tle se pa itak nikoli nič ne dogaja, jaz mislim, da mogoče je po zimi celo več dogodkov kot poleti. Teh večjih seveda ni, ne. Tudi prizorišč nimamo takih, da bi lahko bili, če odštejemo kakšne dvorane, večje ali pa recimo športne dvorane. Se mi zdi, da je kar konstantno nekega dogajanja. Ne. Mislim, da je to, da se nič ne dogaja, samo izgovor za tiste, ki se jim ne ljubi nekamo iti. Kaj pa konkretno, naprimer, v Kopru? V Kopru pa se zdi, da vendarle teh prostorov primanjkuje. Naprimer, v Portorožu imamo Auditorij Portorož, potem v Izoli je kulturni dom. Kje bi se recimo dogodki, ali se bodo mogoče, ali pa se izvajajo v Kopru? So sploh možnosti za večji koncert? Aha, zanimivo, ker koncept v Izoli in v naši piranski občini je obraten, da v Kopru pa je veliko prizorišč in veliko več dogajanja kot v naših občini oziroma v sosednjih. Ne, jaz nimam tega občutka. V Kopru deluje gledališče, če ne govorimo samo o glasbi, ne, so pač vsi kulturni dogodki se štejejo, ne. So še dve športne dvorane, ki se lahko uporabi za koncerte, recimo. Je center mladih, ki veliko pripomore k dogajanju. Plus so tudi gostinski lokali, ki so včasih bili v bistvu poglaviten vir za glasbene dogodke, pa zdaj niso. So v bistvu samo nekako komplementarni del za vse ostale. V prizorišču kot tudi organizatorje. Tako da jaz nimam tega občutka, da ni nekega dogajanja. Mogoče, tako kot je bilo pred leti, ko so bile te večje zadeve poleti, pa Rumena noč oziroma Koprska noč je toliko. Jaz mislim, da je kar nekega dogajanja in predvsem v mestnem središču skoraj več kot drugod. Se mi zdi, da je mislim, da ni toliko problematično, predvsem zdaj v pokoronskem času, bom rekel, toliko bolj se mi zdi se to spet razvilo. Pa bi lahko bil mogoče malo bolj konkreten, ker naprimer tukaj govorijo ravno obratno, ne? Kateri so ti prostori? Ker vemo, da Libertas je zdaj sicer začel z dogodki, ampak tam jih je naprimer 4-krat letno, recimo, da se zgodijo kakšni večji, se pravi, osredotočiva se zgolj na glasbo, da se zgodijo kakšni večji dogodki. Potem pa imamo ta problem, da se v Kopru večina prizorišč oziroma tudi večina lokalov ob 10. zvečer pravzaprav zapre. Ja, to je res, ampak to je, mislim, da mestna središča vseh obalnih občin imajo isto težavo. Mislim, tako, ne vem, jaz nimam tega občutka, recimo, kot sem že prej omenil, center mladih, ne, jaz mislim, imajo konstantno neko dogajanje, ne, in tudi sicer, če govorimo, kot je bilo vrsto let nazaj,
se zadeve začnejo ob uri, konča se sicer bolj zgodaj, ampak mislim, ne vem, nimam tega občutka, da bi res bilo taka težava. Mogoče res mestno središče je pač drugače, ne, sej je Piran, recimo, je lih na isti način, ne, je pač do določene ure, ni to celo noč dogajanje, ne. No, sej, ampak sprašujem se, ali dogajanje je, ker vsi, s katerimi govorim, pravzaprav pravijo, da dogajanja ni. Zato me zanima mogoče kakšne konkretna prizorišča, ki bi jih lahko povedal, da se tam dogajanje izvaja. Mogoče bi obrnil to malo, ne. Mislim, prizorišča so, ampak se mogoče dogaja premalo. Misliš, da je tako? Pravzaprav niti ne vem za kaj veliko koncertov, ki bi se dogajali, zato sprašujem. Ja, pač organizacija koncertov je pač specifična reč, ne, tako da vsak, ki bi se lotil organizacije koncerta sploh na lastno pest, ne, ugotovi, da to je skoraj, ne da se splača, ker se nikakor ne, ampak je velik finančni zalogaj, ker predstavlja to velike stroške in zato v ta tveganje se veliko ljudi ne spušča, ne. Lokalna skupnost, recimo, občinam pač mora take zadeve podpreti, ne, da se potem te zadeve lahko izpeljajo vsaj na nek način oziroma jih financirati, ker to pač bogati kulturni prostor. Tako da mogoče je to bolj problem. Ker stvari, ki so komercialne, tisto ni problem. Ker tisto se napolne hitro dvorana lahko ali pa take zadeve in zato je zanimivo, ker se, jaz temu rečem, tisti koncerti, kjer se hoče prodajati pivo, ne. Tako da ja, za drugačne koncerte pa ne, tako kot sem jaz vedno trdim, odkar se ukvarjam z organizacijo prireditev, predvsem koncertov, ne, kdorkoli se bo enkrat lotil v življenju na lastno pest organizirati koncert, nikoli več v življenju ne bo imel težave plačati vstopnino za bilo kaj. Ne glede, kakšna vstopnina je. Ker kaj pa to prinese zraven? Kaj so pravzaprav stroški, ki se naberejo pri organizaciji koncerta? Seveda, vsa tehnika, oprema, je oder, je ozvočenje, so luči. Zahtevni koncerti imajo bolj zahtevne ozvočenje, bolj zahtevne luči. So ljudje, ki to delajo, ljudje, ki to postavljajo. Z leti, oziroma zdaj po koroni, se še cene zvišale za te zadeve, tudi če si hočeš sposoditi opremo, je to veliko dražje, kot je bilo pred leti. Avtorski honorarji so višji, potem so še promocija je seveda lahko neskončna cifra, odvisno koliko se pač aktiviraš, predvsem če nimaš izdeljene neke promocijske strategije, potem lahko to še dražje, oziroma lahko najameš nekoga, da ti to dela, kar je pol še dražje, in se nabere, pa tudi stroški z vidika avtorskih pravic so za koncert visoki, tako da se nabira in je to potem so kar veliki zneski, ne. Zato pa tudi so kakšni profesionalne združbe, bom rekel, ki to organizirajo, imajo toliko že raziskan trg, da točno vejo, kaj ponuditi, kaj ne, ne. Tako da to, kar se opazi, ne, recimo, kateri koncerti bojo v naši okolici ali pa dlje, ne, to je točno, tako delajo profesionalne firme, je točno to, kar pričakujejo, aha, to bomo lahko napolnili. Če recimo nekdo bi rekel, jaz bi rad koncert od tega in tega, ne, če tega ni, pomeni, da to ne prinaša ne feedback, ampak dejansko povrnitev vložka, no, tako bom rekel. Kaj si potem misliš o zastonjskih koncertih? Zastonjski koncerti niso sporni, sploh ne. Predvsem, to je malo problem tukaj recimo na Obali, oziroma zdaj mogoče zadnje leta malo manj, ampak pred leti je bilo to velik problem, ker so bili vsi koncerti praktično zastonjni, ne. Oziroma, če povzamem koncept, recimo bendi, ki igrajo po Sloveniji na vstopnino, so igrali na Obali zastonj. In tudi bendi iz Slovenije so prišli z velikim veseljem na Obalo, ker če gledamo recimo 10-15 let nazaj, ko sem jaz bil še v klubu študentov, če niso študenti organizirali take koncerte, dejansko jih na Obali sploh ni bilo. So bili za starejšo populacijo, so bili tudi za otroke stvari, ker to je še zdaj, mislim, da kar za te mlajše urejeno, ampak recimo za to mladino, ki govorimo srednja šola, študentje, takih prireditev ni bilo, če niso delali vsi obalni študentski klubi. In bendi so prišli tudi pod ceno igrati samo zato, da so lahko igrali na Obali. To lahko povem iz lastnih izkušenj. Zdaj pa za vse bende, ki so recimo glasbene skupine, glasbenike, kakršnekoli, ki so znani, bi mogli biti vedno vstopnina. Odvisno je seveda, če je financirana strani
lokalne skupnosti, če je to privat, se oblikuje cena po temu. Ampak za take stvari bi mogla biti posod vedno vstopnina in recimo mladina se je tega kar navadila. Starejši ali pa recimo moje starosti pa so še vedno, pa se kaj bom pa šel na ta koncert, se to bo potem zastojn na eni veselici v okolici Kopra recimo. Manj znane stvari ali pa mladi bendi, če delajo avtorsko muziko, vsekakor, če igrajo v klubu, da so že na takem nivoju, da lahko nastopajo kot predskupina nekemu večjemu bendu ali podobno. Drugače pa take stvari pa je lih fajn, da ni, ker ti greš na koncert in spoznaš zadevo, ki je drugače ne bi. Ker če tipičen primer je recimo sploh za mlajše, ta bend bi rad poslušal vstopnine, ama ne vem, če bi šel. Ne. In potem v bistvu zamujena priložnost, ker je lahko zelo fajn bend. Tako da bi mogli podpirati za take zadeve, ki niso toliko še priznane, da take zadeve bi lahko bile recimo brezplačne, tako da to se mi ne zdi sporno. Drugače pa mislim, da bi moglo biti, ker je pač, ne glede kakršnakoli glasba je, če govorimo seveda o avtorski, se mi zdi prav, da se za to pač plača. Mogoče se v tem smislu pozna manko avtonomnih con na obali, kjer bi naprimer mogoče imeli tudi kakšne priložnosti mlajši ali bolj alternativni koncertni izvajalci, ki bi mogoče igrali za prostovoljne prispevke oziroma za potne stroške, kot to naprimer smo poznali v Indeju, v Argotu, nenazadnje zelo blizu v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici. Se ti zdi, da mogoče teh alternativnih prostorov primanjkuje? V bistvu primanjkuje. Imeli smo recimo, Indija je bila zelo lepa zgodba, dokler je trajala. Ampak ne vem, če bi lih rekel, da pač zaradi tega pač ni. Je spet odvisno. Kako bi rekel? Mislim, da je bolj pomembno, da tisti, ki organizira koncerte oziroma recimo tudi konkretno, recimo v Kopru je primer Center mladih. Programski vodja mora vedeti, kaj umestiti, kaj ne umestiti. Zdaj govorim za čisto neko alternativno glasbo, ker če gledamo CMK, ko je bil še MKC, je bilo recimo na tak način, pa ni bilo to avtonomna cona. Je bilo pač v upravljanju enega društva, so imeli program, so sestavljali program, sicer je bil primeren prostoru, tako da težko odgovorim, kaj je boljše, kaj ni, oziroma če je pomanjkanje, ker ne vem, recimo neke Metelkove si jaz na obali ne predstavljam. To je v Ljubljani, recimo, se mi zdi zelo fajn zadeva. Ampak Inde je ravno pokazal, da potrebe in želje potem so. Ja, ampak, glej, težko se opredelim glede tega. Ker po eni strani bi mogoče lahko se strinjal, po eni strani se pač ne bi, oziroma pač je spet odvisno po moje samo, kako je zadeva organizirana. In da je bila res dobra praksa zaradi tega. Drugače ni mus, da je potem, če se avtonomna cona naredi, da je potem lahko potem to se pelje na nekem nivoju, tako je bil recimo Inde. Mislim, vsekakor so avtonomne cone odlična priložnost, predvsem za mlade lokalne bende, ki jih sploh v tej poletni ponudbi, ki jo je Obala ponujala, pogosto nismo videli. Kje potem se sploh lahko lokalni bendi pokažejo? Lokalni bendi, ja, večina, kar jih igra po lokalih, mislim, ne glasbenih, ampak po gostinskih lokalih. In se pravim, mogoče bi, ko smo prej govorili o tem, lahko bi bilo mogoče tudi to, da se recimo nameni določene prostore, da se mladi predstavijo. Libertas, Center mladih. Kdo odloča o tem, kdo bo tam nastopal? Ja, ne vem, sam si na primer programski vodja in koordinator za Auditorij Portorož. Bomo tam lahko videli kakšne lokalne bende? Jaz jih organiziram vsako leto, vsaj v treh sklopih. Recimo, mi smo govorili o Kopru, moraš vedeti, da je recimo za Piran, Lucijo je bilo od dneva mladosti 2010 ni bilo nobene mladinske prireditve glasbene v naši občini. Govorim naša kot piranska občina. Temu namen so
Jaz že prej, še preden sem spadal pod auditorij in jaz in Mediadom smo organizirali prireditve, da so bili namenjeni mladim skupinam. Eno je Mladi val festival v Parku Sonce Lucije vsako leto, so ponavadi, ampak to so res mlajši, tudi kakšni dijaški bendi. Toliko vseeno spremljam, da pač nekako naredim neki zbor in ponavadi enega malo bolj znanega, obalnega povabim kot glavni bend in potem ti nastopijo na istem koncertu. Druga stvar je recimo Unplugged, ki je v Mediadomu, ki je pa izključno obalni bendi in ponavadi morajo sicer, to je v bistvu neke vrste stujko rečeno challenge za bende, ne, da je v bistvu tisti, ki nimajo nobene veze za akustično glasbo, svoj repertoar spremenijo v akustično. Tako da to je in tudi ko so kakšni večji koncerti oziroma taki, ko so recimo open air, bi rekel, kar smo delali, ponavadi vedno ponudimo priložnost enemu mlademu bendu, obalnemu. Jaz predvsem to zagovarjam. Ni, da so obalni bendi bolj vredni kot bendi od drugot, ampak jaz pač, ker sem v taki vlogi, da podpiram obalno sceno in potem poskusim omogočiti tam, ko je le možno za nastope. Sploh nove zasedbe ponavadi se morajo zasidrati v lokalnem okolju, da dobijo sploh prvo bazo poslušalstva. No. In recimo že sem tudi zadovoljen, mislim ne zaradi tega, ker sem naredil dober izbor, ampak bendi, ki so recimo nastopili na Mladi val festival, pred leti zdaj igrajo že na velikih festivalih v Sloveniji. Kateri pa so to, na primer, bi jih lahko kaj izpostavil kot dobre primere lokalne glasbene scene? Noer recimo, Pantaloons, zdaj od mladih so Freedom House pa Liquid Gasoline. To so recimo taki bendi, ki so bili tudi taki, ki jih zdaj žal ni več, ne, ampak pač je veliko bendov, sem pač jim treba omogočiti. Pa ne, da bi se jaz karkoli hvalil s tem, ali si neke zasluge jemal daleč od tega, ampak premalo organizatorjev spremljajo lokalno sceno in zato tudi bendi nimajo priložnosti se predstaviti. Ne. In morajo biti seveda na primerni prireditvi, ker ne vem, če bi imeli prireditev za upokojence, neke dijaške bende, rock and roll ali pa neke težke elektro-fusion bende, verjetno ne bi pasali v kontekst, ampak se mi zdi, da premalo organizatorjev spremlja sceno, da bi potem lahko omogočili enim takim bendom. Ne. Grejo v bistvu bolj na ziher, oziroma taki bendi niso rentabilni in zato niso mogoče zanimivi. Ne. No, pa ravno v Domu za upokojence zagotovo bi lahko prisluhnili kakšnemu džezu. Džez obstaja? Obstaja džez, samo se mi zdi, da Obala še ni zrela za med jazz klub. Čisto iz preprostega razloga, zato ker to je precej specifična muzika. Džez je tudi toliko razvejan, da se spreminja, ne, se spreminja in po zvrsteh, pol je klasičen džez, free jazz, niso vsi za vse in se mi zdi, da bi mogli, mislim, spodbujati to vsekakor, se dejansko je, ne, je primer Jeff festivala v Kopru, ki ga organizira klub študentov že leta z vmesnimi prekinitvami. Marezi jazz, čeprav tisto so big bendi, konkretno je pač malo drugače. Ne vem, če Obala že zrela za jazz klub. Zato, ker se mi zdi, da je premalo interesentov oziroma premalo ljubiteljev take glasbe, da bi lahko nek klub funkcioniral. Ne. Ja, pred leti so mislili, da je veliko interesentov za turbo folk glasbo, ampak so tudi ti dogodki zdaj se zdi, da malo usahnili. Vsaj kar se tiče teh večjih koncertnih imen. Aha, ampak na Obali, misliš? Na Obali, ja. Ja, mislim, da bi se kar strinjal s tem. Mogoče se je tudi malo dvignil nivo glasbene kulture na Obali, pa je to tudi posledica tega. Ne? Torej, naprimer, Džiboni zdaj nastopa, oziroma Dobro, Džiboni ni turbo folk, oprosti. No, ampak tako v tem smislu, se je v tem smislu dvignil, ne govorimo o komercialnih glasbenikih, ki so v tem času nastopali. Ja, mislim pač, mogoče je tudi to, kar sva prej govorila, ne, da je tudi tle mogoče postal že velik riziko. Obala je tudi dražja za vse te stvari kot recimo drugod, pa se te stvari selijo tudi drugam. Ljubljano, Maribor, recimo, če gledamo večje. Kaj točno je dražje?
Prostor, najem oglasnega prostora, tehnika, oprema. Se pravi, naj bi bilo dražje kot v Tudi za druge Ljubljani. stvari velja. Pri nas je precej Ampak saj cene so enake kot v Ljubljani. cene, ja, ampak mislim, po moje je stvar tudi v stroških, stroški, ki nastanejo, če se zadevo izpelje na obali ali pa drugod. Mislim, da ja. Ampak na kakšen način? Zakaj bi bili stroški večji na obali? Čemu? Ker je pač obala in si pri morju. Jaz ne vidim druge razlage. Ampak morje nima veze z Vem, da nima veze. višino. Vem, ampak Mislim, hoteli so enako dragi kot v Ljubljani, najem prostora je enako drag kot v Ljubljani, reklamni prostor je enako drag kot v Ljubljani, tako da ja. v čem je torej trik? In na obali ni parkinga, recimo. Pol je pa infrastrukturni problem. No, je pa veliko možnosti za preživljanje noči, za nočitve in podobnega. Ja, seveda je. Samo je pač turizem je mogoče drugačen tudi pri nas, ne? A pa se potem torej vse prilagaja turizmu, zaradi tega naprimer ne moremo več prisluhniti, ne vem, diskonautiki ali pa elektronskim dogodkom. Mislim, mogoče. Mislim, težko ti odgovorim za te zadeve, ker to so zadeve, ker so jih delali na obali in ne poznam razlogov, zakaj jih ni več. Mislim, da ni bilo samo zaradi lokalne skupnosti in poznih ur in dovoljenj, ampak mogoče je prostor, ki je premajhen ali pa ni primeren, ne. Recimo, zadnje rumene noči so postale recimo tako kot Pivo in cvetje in Koper ni zdržal tako velike prireditve in so potem jih kasneje zadevo preoblikovali tako, da se je bilo več dogodkov čez celo poletje, ni bilo pa to bazirano na ono kratkoterminsko obdobje. Torej ni bil razlog v tisti tragični nesreči med zadnjo diskonautiko? Ne vem, to ne znam povedati, mislim, pač nesreča spomnim se je, ne, in to je dejansko še bila nesreča, mislim, da enega, ki je delal na diskonautiki. Niti ni bil obiskovalec in ne poznam razlogov, tako da težko odgovorim. No, pa se ti zdi, da so potrebe potem, da bi, ne vem, naprimer ambasada Gavioli ponovno zaživela? Ja, tle jaz vidim, sicer jaz res nisem od te scene, da bi lahko komentiral, ampak koliko se pogovarjam z kolegi, ki so recimo bolj v tej sceni, tle se pozna manjko, da je ni več, ne. In se je, mislim, da zadeva vse preselila čez mejo, ne, v Italijo. Ni primernih prostorov za tovrstne dogodke. Gavioli je bila diskoteka, ki je bila znana širom, ne samo tukaj pri nas. In sej, težko rečem, ampak mislim, da se večina teh dogajanj seli čez mejo. In zdaj, kako bi tle naredili nekaj na novo, mislim, da nisem jaz tisti, ki bi mogel to. Mislim, kako bi jaz to povedal, ne vem, ampak tle bi bilo treba vprašati kakšno višjo inštanco. Kaj pa, naprimer, sam si iz piranske občine, ste mogoče razmišljali kaj v auditoriju, da bi tudi kaj oživili, mogoče nekdanje skladišče soli Monfort, pa kakšen koncert, ki mogoče ni toliko primeren za sam auditorij, torej za zunanji letni kino, mogoče izvedli v Monfortu, kot to delajo oziroma so delali tudi za Festival slovenskega filma že večkrat. Tako. V bistvu, kar se tiče skladišč soli, dva sta. Eno je Monfort in eno je Grando. Z letošnjim letom ima Grando v upravljanju auditorij. Monfort je po upravljanju galerij in Pomorskega muzeja. In tisti Monfort, kar je bilo dogajanje prej v Monfortu, naj bi se zdaj s časoma preselilo v Grando, ki je pač večji prostor in se ga v bistvu zdaj je še v fazi obnove, ker ni še dokončan, ampak se ga ureja kot prireditveni prostor. Je tudi interes, so določene težave s prostorom, ampak ne težave kot s prostorom, dejansko, ker je to res ogromno, ker tudi treba vedeti, da je skladišče Grando
ima največjo strešno kritino v Sloveniji. To je toliko velik prostor, da ima še gor. Je to, kar kliče po sončnih celicah. Ja, ampak ker je spomeniško zaščiten, se ne da tega narediti. Ne? In tudi prostor je izredno velik in lih zaradi varnosti in požarne varnosti prostor sprejme zagotovo po 2000-4000 ljudi brez težav. Ampak treba gledati, da pač so izhodi, tisti, ko so, novih se ne more delati, ker je to seveda spomeniško zaščiteno in se potem tudi omeji, mora biti omejeno število ljudi notri. Ne. Tako da nekih velikih koncertov, prizorišč ali pa za take večje, za več ljudi, mislim, bo bolj težko za Grando, je pa treba najti kakšne vsebine, da so primerne. Ne. To ne pomeni, da so lahko tudi noter kakšne razstave, ker je velik prostor z velikimi slikami ali kakšnimi, ne vem, tudi kakšne digitalne zadeve, recimo, ne, projekcije na tak način. Zdaj samo dogajanje je večplastno, ampak koncerti je, mogoče bo res težava vsaj za neko večje število ljudi, ne. Zaradi izhodov in ker je spomeniško zaščiteno. In predvsem je problem, ker tudi ni infrastrukturne spremljevalne, ker recimo parkirišče ni bili v bližini. Tako da to vse vpliva in poleg tega je morje, poleg treba imeti reševalce iz vode in ograje. So take zadeve, ker pač privede do nekih stroškov, ki jih mogoče na prvo žogo noben niti ne pomisli. Ne. Koliko ljudi pa bi lahko sprejel, recimo, Grando? Grando je sestavljen iz 4 kampat. Ena kampata ima celotno skladišče je široko 22 metrov, notranja širina. Ena kampata ima 88 metrov, ena ima 44 in 200 po 22. Če se zaračuna to, ja, so ločeni prostori. Ampak v ta večji kampati, to mislim, da je kampata D, je tista ta večja, tista tam sigurno sprejme 2000 ljudi, ampak tam jih toliko sigurno nikoli ne bo, ker je zaradi varnostnih izhodov se ne bi šlo. Predpisi so taki, da ne dovoljujejo, da je toliko ljudi v prostoru, ki nima dovolj izhodov. Glede na to, da ste šli v rekonstrukcijo, ali bo ta rekonstrukcija tudi poskrbela za primerno zvočno akustiko, ali se boste prepustili? Ne, mislim, ni rekonstrukcije. To je v upravljanju auditorija, drugače to je v lasti občine Pirana. Ne? In zdaj se pač so ta osnovna dela, ko je treba podelati napeljave, sanitarije in vse te zadeve. Streha je bila že pred leti urejena, tako da se bo za dogodke, ki bojo namenjeni, primerno opremil prostor vsekakor. Torej ne bo problema z odmevi ali čem podobnim, ker naprimer v ljubljanski cukrarni so ves čas govorili o prenovi, o novem večnamenskem prostoru, za katerega se je izkazalo po tem, ko so jo že prenovili, da mora biti za koncerte, o katerih so govorili, sploh ne bo primeren, ker niso razmišljali o akustiki. Ja, vsekakor. Ampak veš kako je, glede tega, mislim, odmev je, ne, reverb bo v vsakem primeru, če je velik prostor zaprt, dileja ne sme biti, ne. In skladišče je v bistvu, ker ni beton, ne, je iz zidakov narejen in so fuge, celo solne, ker je bilo tam skladišče soli 80 let, vsaj ta zadnjih. Ni toliko slabo za prireditve noter, ker bile so izpeljane že ene par zadev, sicer manjših, pa so bile tudi proslave, pa za občinski praznik prireditev in proslava, tako da se da prilagoditi. In predvsem je odvisno od produkcije oziroma od vložka tehnike. Recimo dober primer je pred leti, recimo nad Monfortom so se vsi zgražali, češ da noter ne more biti dober koncert, zato ker je prostor ni prav narejen oziroma ni primerno opremljen, da se bi noter lepo slišalo na koncertu. In točen primer tega, brez nobene investicije dodatne v sam Monfort, ko je bila druga godba, pred leti je bila, 2 leti zapored je bilo, tako da je bilo v Ljubljani in je bila Portorož Piran, ne, je bil perfekten sound noter v Monfortu, pa niso nič dodali, nič prostora,
Tako da je spet stvar, kdo se loti oziroma kdo dela. Ne. Tako da mislim, da je tudi, sicer odvisno je od same prireditve, ampak vsekakor je pa treba upoštevati stroko, da se naredi to, kako mora biti narejeno, oziroma da je narejeno tako, da je pač primerno potem svojemu namenu. Zdaj, ali v auditoriju tudi preko zime, zdaj, ko ne bomo morali biti več zunaj, načrtujete mogoče kakšne koncerte v notranji dvorani? Seveda, dogajanje v auditoriju je konstantno in mislim, da ni dneva v novembru in decembru, da ne bi imeli ene prireditve noter. Ampak kako pa je z glasbo? Veliko imate namreč gledaliških predstav. V bistvu ne. Gledališke predstave so tiste, ki so za abonma in to je ena na mesec, plus seveda tudi otroška. Različne prireditve so, ne? Niso samo koncerti, niso samo gledališke predstave. Recimo je veliko ljubiteljske kulture, ima pihalni orkester, ima letni koncert, vsa društva, baletniki, vsi imajo letne nastope, tako da imamo take prireditve. Ni vse bazirano na koncerte in tudi niso samo v auditoriju koncerti, so tudi v gledališču v Tartini, v Piranu, tako da je zadnjo leto, bi si mu rekel, prejšnjo sezono in zdajšnjo sezono je kar veliko prireditev nasploh in tudi veliko več koncertov, kot jih je bilo pred leti. Kako pa je s kritično maso, glede na to, da ni veliko parkirišč in podobnega, ali je zanimanje ljudi vseeno veliko? Za Piran v bistvu je zadeva, v bistvu smo to elegantno rešili, zato ker za dogodke v gledališču v Tartini, kadar jih organizira auditorij, imamo urejeno brezplačno parkiranje v garažnih hišah v Fornačah. Kar pomeni, da če se kupi vstopnica za koncert, mi zagotavljamo, da lahko parkirajo brezplačno za tisti večer v garažni hiši v Piranu, na Fornačah. Tako da za Piran ni problem. Za Portorož je mogoče malo večja težava, ampak po zimi ne predstavlja to veliko težavo, ker poleti recimo je dejansko problem s parkirišči, po zimi je pa parkirišče ni taka velika težava, predvsem sploh za tiste, ker pred auditorijem dejansko res ni parkirišč. Ampak v bližnji okolici recimo mislim, da ni težav s parkirišči, še lažje je pa, če recimo, seveda je to vezano tudi na kakšno je vreme, ampak recimo, da se parkira v Luciji na parkirišče, ki so pač javna parkirišča in se lahko v 10 minutah pride peš do tam. No, se tudi od Pirana do Granda se pride v 10 minutah peš, kar se tiče parkiranja. Od Pirana do Granda, ja, seveda, samo je, moraš vzeti v zakup, da je... Še brezplačni avtobus. Ja, ne, ampak ne v to smer, ne. Od parkirišča do Belvedera se zagotovo pride z brezplačnim avtobusom. Od parkirišča do Belvederja? Da, od centra Pirana, potem pa ima še približno 5 postaj do Belvedera. Pardon, do Bernardina, ne do Belvedera. Ampak ni, ne. Avtobus vozi konstantno, je linija, ki vozi Lucija, Piran. Ampak brezplačni avtobus pa vozi od garažne hiše do Tartinijevega trga, ne pa v kontrasmer. No, sama sem se ravno letos poleti iz prve roke povem, da vozila od Tartinijevega trga do Bernardina, direktno pod hotelom ustavlja avtobus, tako da mislim, da bi vam to lahko mogoče rešilo kakšen problem, kar se tiče parkiranja, ker tam je vendarle ogromna parkirna površina. Garažna hiša vsekakor, ampak je pa samo ni organiziran, v kontrasmer ni organiziran brezplačen avtobus. No, takrat je bil v obe smeri. Iz Bernardina do Tartinijevega trga in nazaj. V sklopu kakšne prireditve? Preko dneva in zvečer. Ne vem sicer do katere ure, ampak takrat je zagotovo vozil. Ok, jaz o tem nimam informacij, ampak ker se tudi jaz vozim z busom po naši občini, ampak da bi bil pa brezplačen bus iz Bernardina v smeri Pirana, pa ne. Mislim, mogoče bi bilo smiselno, to je spet zadeva okolje upravlja te avtobuse, okolje Piran, ne. Mogoče je smiselno razmisliti tudi o tem, ampak garažna hiša ni v lasti občine, ne?
No, ampak saj tisto parkirišče je veliko. Ampak pustiva to ob strani. Kaj pa naprimer še Izola in Ankaran? Kako pa je z njihovo glasbeno ponudbo? Ja, Izola, mislim, da ima center za šport in kulturo, mislim, da so tudi tako kar aktivni, da imajo veliko stvari tudi poleti, recimo, meni se recimo zelo dopadajo te manjše prireditve, ne te velike, ne. In recimo to, ko imajo v parku različne zadeve, v parku Pietro Kopo, meni se zdi ta zadeva zelo fajn. V Izoli je fajn tudi Ljubljanska ulica, ki MEF in prijatelji organizirajo in je konstantno dogajanje in je najbolj tako, se najbolj domače počutiš, če prideš tja na prireditev. Mislim, da so zdaj aktivni tudi študentski klubi, tudi izolski, tako da se mi zdi, da neko dogajanje je. Če gledamo kot prizorišče, je zelo pomembno v Izoli recimo tudi hangar, ki pa po mojih informacijah bo obstajal samo še letos. Tako da mislim, da Izola ima dogodke in tudi se mi zdi, da je v Izoli tako vse organizirano, da je veliko domačinov, ki dela kulturno dogajanje nasploh in mogoče je to zelo fajn. Ankaran, moram priznati, da za Ankaran spremljam bolj malo, ker je zame Ankaran že recimo precej oddaljen. Imajo zelo zanimiv program poleti, tudi nekaj spremljam, kakšnega sem se tudi udeležil. Recimo letos sicer ne, ampak veliko krat sem bil tudi na Bandimi, ki jo imajo ponavadi v septembru oziroma v tem času. Sredi septembra. Tako. Tako da ne vem pa, kako imajo po zimi, priznam, da niti nisem zasledil kaj dosti. Poleti vem, da imajo program, imajo prekrasna prizorišča, tako da mislim, da ni to težava. Sam se mi tudi tam zdi, da je veliko stvari je brezplačnih, čeprav vem. No, tako da to mi mogoče malo ne diši, sam mislim, da zadnje leta so malo bolj aktivni glede tega in se mi zdi, da se trudijo in da gre v bistvu tudi v pravo smer. No. Kaj pa se ti zdi, da je trenutno najbolj in na obalni glasbeni sceni? Najbolj in? Se pravi, kateri bendi so mogoče tisti, ki so najbolj popularni? Ne vem, mislim, težko izpostaviti. Veliko dobrih bendov je tudi takih, ki so neznani, so recimo dobri in tudi, če bi zdaj jih preveč izpostavljal bilo koga, se mi ne bi zdelo fair do tistih, ki bi jih pozabil izpostaviti. No, zdaj si se že upravičil naprej, ampak lahko daš mogoče gledalcem. Ne vem, Drill, Masaja, Pantaloons, Hejan so recimo, Zmelkov, Noer, to so zdaj se mi zdi taki bendi, če ne govorimo, se niso mainstream, no. Ampak res, mislim, to so izvajalci, ki so, če ne drugo, vredni tega, da se gre jih poslušati v živo. Si jih mogoče kdaj zasledil na radiju, oziroma ali ga sploh poslušaš? Ja, poslušam radio, samo, če povem po pravici, poslušam zgolj Radio Koper in Val 202 po večini. In določene sem jih zasledil, oziroma nekatere kar pogosto, tako da sem bil zelo zadovoljen, ampak to so nacionalni radiji, ne? In tam so glasbeni uredniki in so ponavadi glasbeni uredniki, ki znajo primerno oblikovati program. Komercialni radiji nimajo glasbenih urednikov in to tle vidim je s težavo, ne? In radio nima več te izobraževalne note, kot je imel včasih, ne? Ko si ti nekaj na radio slišal in pol si, temu pa to probo raziskati, ne? Mislim, da je zdaj internet prevzel to vlogo, ampak iz tega vidika pa ni v redu. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da na račun tega ljudje ne poslušajo več glasbe. Zdaj je dostopna z enim klikom bilo kakršnakoli glasba, tudi taka, ki je ne moreš recimo dobiti na fizičnem nosilcu, preko interneta z enim klikom dobiš. Ampak se mi zdi, da so se ljudje malo odvadili poslušati glasbo in je glasba dejansko postala kot neko ozadje. Človek se ne usede in posluša glasbo. Na koncertu recimo. Ampak da bi se usedel in poslušal, je vedno, ko se kam pelješ, ampak to še recimo je malo drugače, ampak je vedno tipo neka glasba v ozadju. In mogoče to ni v redu, govorim za čisto tako, za neko spoznavanje recimo glasbe oziroma za ohranjanje te vrednote, bi lahko rekel. No.
Kako pa se ti zdi zakon, ki so ga pred nekaj leti upeljali, oziroma uredbo, da mora biti četrtina oziroma koliko so že kvote, v glavnem slovenske kvote za slovensko glasbo? To se lahko navežem na to, kar sva zdaj govorila. Če so glasbeni uredniki, jaz mislim, da takega zakona ne bi bilo potrebno, ker bi že sam glasbeni urednik znal ovrednotiti in pač v program umestiti slovensko glasbo. Mislim, da je bilo, sicer težko zdaj povem, ampak 3/4 vem, da je bilo tako, da so to po noči predvajali slovensko glasbo, čez dan pa ne. To mislim, da je bolj vezano na komercialne radije. In tako da je po moje, mislim, tle se mi zdi, da je samo koncept radija bi mogel ostati izobraževalnega, mislim, ne izobraževalnega namen, mislim, v bistvu ja, lahko bi rekel, izobraževalni namen radija je ta, da pač predstavi glasbo širši množici. Tako kot je za informiranje, ne, je tudi pač to. Ne. In tisti radiji, ki to imajo, je potem to super. Za kakšne druge pa pač. In zanimivo je to, da so dejansko večina ljudi posluša komercialne radije. Ne. Tako da tle pol dvorezni meč. Ne. Kako pa se ti zdi, da je ta uredba predvsem pod slovensko glasbo štela tisto s slovenskim besedilom? Ne pa tudi tiste, ki je naprimer zgolj inštrumentalna ali pa da je šlo za slovenski bend, ki je naprimer pel v kakem drugem jeziku? Seveda, ja. Mislim, to je, mislim, da je to že samo to vsebine te uredbe bi je dokaz, da je v bistvu ni smiselna. Ker če je slovenski bend, mislim se, recimo, ne, ja pa mora biti slovensko besedilo, ne, se še vedno lahko slovenski bend, kjer ne poje v slovenščini, ampak recimo za tisti, ki so inštrumentalni bendi, kako se jih pol to opredeli. Ne. Ne, tako da to se mi zdi, da mislim, to se dogaja kakšni neki, bom rekel, neki izhodi v sili oziroma neke ad hoc rešitve, ki niso dostikrat premišljene, vsaj tako, po mojem mnenju. No. Mislim, da za podporo slovenske glasbe bi mogli nekaj drugega narediti, ne pa uredbo pod prisilo, da na radiju se vrti toliko in toliko procentov slovenske glasbe. Imaš kak predlog, kaj bi lahko naredili v zvezi s tem? Dejansko samo omogočiti malo več medijskega prostora slovenske glasbe. Pa to ne govorim, da bendi imajo intervjuje, ampak glasbene oddaje na različnih nivojih. Na tak način bi se to lahko uredilo in bi se spoznavalo. Ker včasih je to bilo in niso bile sploh debate o kvotah v slovenski glasbi. Pol, ko se je pa zadeve začele malo bolj komercializirati, tudi z radiji recimo, se mi zdi, da je potem prišlo do te ad hoc rešitve, ki se mi ne zdi primerno. Pa misliš, da bi to res kaj spremenilo? Naprimer, sploh te tradicionalne medije mladi vse manj in manj spremljajo. Vse bolj in bolj so na spletu in na družbenih omrežjih. Ja, se strinjam. Zdaj, mislim, je težko, ne, če bi imeli čarobno palico in kako bi to ugotovili, kaj bi bilo smiselno. Treba se prilagoditi časom. No. Vse sem prej omenil, ne, da večina ljudi sploh spremlja ne več televizije, medijev, teh klasičnih, ne, ker je to vse internet, tudi za glasbo je tako. Ne. In mogoče bi na tem nivoju, ne, sej recimo imajo tudi kakšne podcasti, so pa take zadeve, ne, mogoče na tem, samo mora biti pač, zdaj težko tle poenotiti ljudi, da bojo vsi v isto smer veslali. Ampak zdi se mi, da bi bilo mogoče, mislim, bi bilo treba delati na temu, ne, da se pač recimo za mladino pač prilagodi, glede na to medije, ki danes obstajajo in ki so aktualni za mlade. Ne. Ker jaz recimo sem prav presenečen velikokrat, pa ne govorim recimo o nekih specifikah, ko so mlajši recimo, ki ne poznajo glasbe, ma govorim, ene Stones in ene Beatle še poznajo, ne, drugače pa prav začudeni, ne, recimo neke klasike slovenske, recimo nek Predin, Kreslin, mladina ne ve, kdo so to. Kaj šele, da govorimo na našem nivoju, kdo je Danilo Kocijančič, ki tle noben ne ve, kdo je Danilo Kocijančič in kaj je predstavljal za naš prostor. Ne. Tako da prilagoditi bi se mogli, ne prisiliti, da zdaj pa dajte vsi radio poslušati, pa dajte vsi po televiziji, pa oddaje, pa tako, ampak dejansko bi mogli prilagoditi
tem trendom, ki so danes tehnološki, bi mogli prilagoditi, tako da se pač predstavi in da se ohrani tudi v bistvu slovenska glasba. Ne. Tako razmišljam. No. Kateri so pa tvoji najljubši slovenski glasbeniki? Glasbeniki? No, zasedbe, Ma ne izvajalci. vem, jaz imam toliko zased, mislim, ne, težko se opredelim. Prav bom tako vprašala, kateri CD, če to še imaš, ali pa kaj je na tvojem USB ključku trenutno v avtu? Za sem prid sem poslušal dejansko ploščo od Pantaloons. Super. Ja, drugače pa tako težko reči. Mislim, že obalni bend ne znam povedati, kateri mi je najljubši, ampak recimo ne, zelo težko se opredelim. Ali pa so taki bendi, ki so mi fajn, ampak jaz ne poslušam, da bi bil prav recimo fan od enega benda, skoraj težko. Pač jaz jih imam veliko, je rad poslušam in odvisno od prilike, pač seveda poslušam enkrat ene, enkrat druge, tako da odvisno v bistvu, kaj mi zapaše. No. Jih je pa veliko dobrih, bodisi slovenskih, kot tudi tle obalnih, tako da. In še najrajše jih poslušam v živo, no, tako da če je prilika, je v bistvu skoraj še to. Ne. Kaj pa na fizičnih nosilcih? Jih še poslušaš? Izključno, praktično. Praktično izključno. Jaz imam, sicer res nimam niti več kam dajati vse te plošče, ampak jaz sem sicer te generacije, da imam več CD-jev kot plošč. Plošč niti nimam nekih dosti vinil, ki jih imam tam nekaj 200, mogoče kakšno več. CD-je pa že jih nimam več kam dajati. Tako da mislim, da nazadnje sem dobil v dar, sem dobil CD in je bil 1111, tako da. Torej, jih imaš lepo oštevilčene? Ne, oštevilčene ne, ampak zdaj so že v dveh vrstah, ker dejansko zmanjkuje prostor. Dobro, za konec te vabim, da nas mogoče tudi sam še povabiš v auditorij na kakšne glasbene dogodke, ki se bojo mogoče zgodili v prihodnjih nekaj mesecih. Vem, da ste na primer imeli tudi ravno veliki rock koncert nedavno, ampak kateri dogodki pa se obetajo zdaj v prihodnosti? Je v planu v bistvu dogodkov je kar precej. Če govorimo glasbene dogodke, pa koncerte. Zdaj smo začeli, prejšnji teden smo začeli s tem ciklom Piranski glasbeni oder, ki je v bistvu vsak mesec en koncert v gledališču. Zdaj smo gostili pred Dinastrijem, tako da, če se zvrstimo za vse naslednje, bo tako, da je v bistvu Jure Pukelj je v oktobru, Vruja so novembra, decembra imamo celo 2 koncerta, je Severa Jure in zasedbo in Jure Lesar. V januarju so Bakalina velika v gledališču in imam tudi sicer že sestavljen program v bistvu do aprila, tisto bo pa zaenkrat naj ostane še skrivnost. V auditoriju pa Josipa Lisec je koncert, ki je tako zelo fajn in tako, bom rekel, zanimiv, da je v bistvu že razprodan, pa je šele novembra. Se dogovarjamo, da bi še en koncert organizirali isto v glavni dvorani. Mislim, da se bomo uspeli dogovoriti. Tako da je to. In neke stvari, potem so pač te gala koncerti novoletni, pa orkestri, pa božični gospel, koncert Bojen zbor. Tako da je veliko koncertov in za vsakega se nekaj najde. Se tudi cilj tega je, da pač naredimo tako, da sicer navadimo ljudi, da hodijo redno, ampak da je za vsakega se nekaj najde, tako kot smo imeli čez poletje, tudi čez zimo, da je vsakič neka drugačna zvrst. In se bomo probali truditi v prihodnosti, da je vedno bolj eksotično, oziroma da so take zadeve, da dejansko publika zaupa organizatorju. Jaz tega ne poznam, pa grem pa poslušati, pa videti, če je to fajn ali ne. No. To je cilj nekako. Ne. Da ne bomo delali samo komercialnih zadev, ampak da se dejansko poskusi predstaviti različne glasbene zvrsti pač za lokalni skupnosti. Tako nekako. Tako da na splet treba iti pogledati in je vse plan za naprej za vse prireditve in sigurno verjamem, da se za vsakega najde kakšna.
No, držim pesti, da vam bo rata, glasbena bera se sliši kar zelo zanimivo in verjamem, da se vidimo na kakšnem koncertu. Matjaž, lepo hvala, da si nas danes obiskal v Hvala vam za studiu. vabilo. Tako, dragi gledalci, če ste morebiti slišali kakšno ime, ki ga ne poznate, vam predlagam, da le preverite, kakšno glasbo igrajo, saj je Matjaž danes naštel kar nekaj dobrih bendov. Tako da se vidimo na kakšnem koncertu, vsekakor pa ostanite tudi z nami na Megafon TV. Lep pozdrav.